sklepni račun. To je pa tako procenti, samo da ne nastopajo procenti, ampak števila, količine, kilogrami, denar, pač vse, kar je ostalo, razen procenti. Nekako se ne primerjamo vse k procentim, ampak primerjamo različno, ne, jabolka pa proti hruškam ali pa kaj takega, ne. Tako da ni nič kaj težkega, je pa malo drugače. Poglejmo si kar pred tablo, si lahko date naslov sklepni račun, razmerje in sorazmerje. Zdaj, za razmerje rečemo nekako takole. Recimo, če si pogledamo tale stavek. Peter ima 2-krat več denarja kot Miha. Kaj zdaj ta stavek pomeni? Ja, vemo, da ima Peter več denarja in vemo, kolikokrat več ga ima, a ne. Zdaj pa, če poznamo, koliko ima eden denarja, bomo takoj vedeli, koliko ima drug denarja. Recimo, če ima Peter 10 evrov, potem ima Miha manj, za 2-krat manj, se pravi, moramo deliti z 2, dobimo, Miha ima ima 5 evrov, ne, če ima on 10, potem ima Miha 5. Razmerje v bistvu razmerje nam pove v bistvu samo, kako sta onadva bogata, kdo je bolj bogat, ne, ali Peter ali Miha, pa kolikokrat je bolj bogat. In če nimamo še nekega dodatnega podatka, lahko samo primerjamo ta dva, ne vemo pa točno količine. No, in seveda z matematiko velikokrat ne delamo tako, da napišemo stavek, ne, ampak si poskusimo to napisati s simboli. In to razmerje, da ima Peter 2-krat več denarja kot Miha, lahko zapišemo Petrov denar, dvopičje, Mihov denar je 2 proti 1. Se pravi, Petrov denar proti Mihov denar je 2 proti 1. Včasih seveda tukaj damo, ne vem, spremenljivke a pa b. No, razmerje, ta dvopičje beremo proti, se pravi, ta proti temu je 2 proti 1. Namesto dvopičja lahko rečemo besedico ena. In ta dvopičje zelo spominja na deljenje. No, mislim, je v bistvu deljenje, zato lahko to zapišemo tudi kot ulomek. Na primer, Petrov denar proti Mihovemu denarju je 2 proti 1. In ti ulomki so si v bistvu med sabo enaki. To razmerje končno pa probamo tako izraziti, da je to pokrajšano. Pokrajšano, ne, se pravi pokrajšano razmerje, se pravi okrajšan ulomek. Čisto do konca. Isto bi bilo tudi, če bi bilo 4 proti 2, ne. Ampak tole je lepše. Tole je pa tudi prav. Tako. Tako da mogoče, kaj je pomembno, je, enaka razmerja opisuje med seboj ekvivalentni ulomki. Pa tule pomembno je, da se dvopičju reče proti. Poglejmo, kaj nas čaka naprej. Že naloge. To bomo zdaj poskusili izračunati s temi proti. V razredu s 33 dijaki jih 12 stanuje v dijaškem domu. Ostali hodijo v šolo od doma. Kolikšno je razmerje tistih, ki stanujejo v dijaškem domu, in tistih, ki živijo doma? Zdaj, v dijaškem domu je 12 dijakov. Koliko jih pa doma stanuje? Če je skupaj 33 dijakov, 12 jih stanuje v dijaškem domu, predvidevamo, ne, ker je to matematična naloga, da jih pa ostali, ostali hodijo v šolo doma, sploh ni treba predvidevati, res hodijo. In dobimo, da doma je pa 21 dijakov. Kako bi zdaj izrazili to razmerje? Poskusimo z ulomkom. Če rečemo takole, tisti, ki hodijo v dijaški dom, proti tistim, ki so doma, je, zdaj moramo pa dati številko, ki se pojavi za dijaški dom, to je 12, proti številko, ki se pojavi za doma. Rekli smo,
da je treba ta ulomek okrajšati, se še da s 3 okrajšati in dobimo 4/7. Če bi hoteli to zdaj z tistimi dvopiči napisati, bi rekli dijaki, ki stanujejo v dijaškem domu, proti dijaki, ki stanujejo doma, je 4/7. Paziti morate, da je, če imamo dijaški dom, ne, da je pol številka tista, ki ustreza dijaškemu domu tu. Pa druga številka doma ustreza drugi številki tukaj desno. Okej, evo, pa bomo že malo skuhali, ta razmerja večkrat pridejo prav v kuhanju. Recept za pecivo zahteva 2,1/4 skodelice moke in 1/2 skodelice sladkorja. Kolikšno je razmerje med moko in sladkorjem? Se pravi, moke imamo 2,1/4, sladkorja imamo 1/2. To lahko s celo besedo napišete, je pa vsekakor boljše, ne. Mi matematiki smo bolj leni za pisanje, vsaj jaz. In je boljše, da kar eno črko si izberete, tako da ne boste pol zamešali, kaj je kaj, ne. No. Pa dajmo zdaj napisati moka proti sladkorju je 2,1/4 proti 1/2. Zdaj pa, če bi tole vi rekli mami, daj mi 2,1/4 proti 1/2 skodelice moke, ne, sladkor proti moki, potem ne bi bila vesela. Lepše je, če ji rečemo normalno nekako, ne, v 2 številkah, samo brez ulomkov. In zdaj dajmo tole spraviti še na ulomek, brez celih. Je to 9/4 ulomljeno z 1/2. To je dvojni ulomek, zato gremo zunanja 2 pomnožimo, dobimo 9x2 in notranja 2, 4x1. Če se tega ne spomnite, lahko vedno z deljenjem, ne. 9/4 deljeno z 1/2 bi to bilo po dolgi poti, ne. Okej, 2 pa 4 pokrajšamo in dobimo, da je to 9/2. Se pravi, če bi to zapisali z razmerjem, moka proti sladkorju je 9/2. Super, ne? To pa že lažje, ne, rečeš, ja, daj 9 skodelic moke pa 2 skodelice sladkorja. Pa, to bi pa še znala. Verjetno. Ko mešamo domači sok z vodo, moramo sok zmešati z vodo v razmerju sok proti voda. Se pravi, sok proti voda je 1/4. Če hočemo namešati 8 litrov vode s sokom, koliko soka moramo dodati? 8 litrov vode imamo, ne. Se pravi, takole bomo še napisali. Voda je 8 litrov. Mi pa v bistvu rabimo vedeti sok. Zato bomo zdaj namesto vode vstavili noter 8 litrov. Se pravi, če imamo koliko litrov soka proti 8 litrim vode, je 1/4. Litre lahko pozabimo zaenkrat. Spomnimo se potem, ko bomo dobili rezultat. Zdaj pa s proti 8. Lahko to zapišemo z ulomkom S8 je 1/4 pa 1 ulomljeno s 4. Zdaj pa pomnožimo tole in dobimo 4x(s) je 1x8. Pa, križno pomnožimo, to se še spomnite. S×4 napišemo sem, 8x1 napišemo sem. To je križni produkt, a ne. In dobimo, tule delimo z 4 in dobimo s je 8 deljeno 4 je 2. Odgovor bi bil 2 litra
soka. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!